Mama je pripovedovala, ko sem bil majhen, ko sem bil bolan, mi je pač brala kitajsko liriko ali pa Kosovela in tako. Takrat se nisem začel. Kar se pa jaz spomnim, je pa osnovna šola, ker sem bral Alan Fordov, kolikor jih je bilo. Stripe sem prebiral, samo stripe skoraj, tako da mi je mama enkrat rekla, zdaj na 3 stripe si izbere eno knjigo in potem sem si izbiral take čist majhne, tenke z velikimi črkami, da sem v 5 minutah prebral in sem lahko naprej bral stripe. Mama se je kahlala, pol se pa obrnila. Pol sem začel pa ogromno brati, pa prevajati. Zapisati sem pa pravzaprav najprej pisal na fakulteti, med predavanji, če je bilo tako malo bolj dolgočasno, sem pa pol pač kolegicam pa kolegom kakšne verze pisal, pa sem jim pošiljal po predavalnici, potem ko sem študiral v Idriji, imam eno staro hiško, pa sem se včasih tja zavlekel. Sem potem malo med kakšnimi odmori kakšne stvari pisal, tako pa pošiljal v razglednice domov ali pa komu, ne, po pošti. Takrat se je šele začel, da sem začel tem pač pisati za otroke in pol pač se pa odprlo. Jaz zelo rad imam očerade, pa zelo rad imam kavke, pa kače pastirje. To so mi take zelo ljube živali. Doma imamo pa psičko, tako da to imam pa tako rad, ne. Ampak te živali so mi pa tako zelo ljube, pa nilski konji tudi, ki so taki nerodni izgledajo, veliki so pa zelo okretni. Pri srcu sta mi ta 2 nilska konja, Hubert pa Marcel, ki sta v zgodbah o modrost nilskih konjev napisana. Te 2 sta dolg časa z menoj hodila. Zelo simpatičen mi je tale racak, ali pa tako ljub mi je ta racak, ki je tako malo razgrajaški v tejle knjigi, nekaj v zraku. Simpatičen mi je tudi en ježevc iz knjige Ko zorijo ježevci, to mi je pa nečak mi ga je narisal, tako en majhen listek mi je narisal ježevca, pa je napisal, da je to Helge, mi je prosil, če lahko pač kaj zgodbic napišem, da bo on stripe narisal, in potem jih je preveč nastalo, pa je rekel, Petre, ne moram, ne, ti kar vzem pa to, kam dej. Tako da to so mi kakšni taki liki od ljudi, je pa en lik, ki je tako iz življenja mi simpatičen, en tak posebnež, no, ki sem ga potem po svoje seveda oblikoval, pa sem ga dal potem v zgodbe o Feliksu. Jaz sem zelo rad v Prago hodil, po Pragi sem tudi študiral. Češčino sem se začel učiti zato, ker hotel sem Haška v originalu brati. In je to tak svet, ko sem se pač z njim soočil, da pravzaprav med fantastiko pa realnim ne ločuje na tak način, ko mi, da je treba vsem otrokom povedati, kaj je res, pa kaj ni res, pa kaj si je kdo zmislil, pa česa si ni zmislil. In mi je ta simbioza, to sožitje med enim in drugim, mi je strašno simpatično. Tako da pravzaprav ta vrsta literature mi je zelo blizu. Tu sem se našel, no, ali pa to je en tak svet. In v kakšnih zgodbah ali pa v kakšnih knjigah imam pa pol še kakšno dodatno željo malo zmesti štrene, tako da si izmislim, da so kakšne stvari bile napisane, da jih nisem jaz, pa da jih je kdo drug napisal, pa potem še v opombe zadaj dam. Skratka, ta kombinacija tega poljudnega ali pa strokovnega, pa leposlovnega, pa tudi zabaven. Velikokrat potem sprašuje, kaj je res, pa kaj ni res, pa se pač rečem, da ne si mislijo ali pa ne malo pogledajo, pa če jih to tako zanima. Pa prav konkretnih oseb tukaj zadaj eno nečakinjo sem imel, ampak tako zelo konkretno ne. Bolje je bilo pa dogajališče, tiste pa bilo nekako na eni strani praška, na drugi strani pa potem nekaj češkega v tem dogajanju, kako ta oče iz papirja leta tam po zraku pa pomaga reševati situacije otrokom in tako. To je pa tako, bi rekel, češko potem, da se fantastika pa to realistično meša, ne. Ampak
ko nekdo bere, imam občutek, da pravzaprav ni treba te to pozna sploh. Da si pač en svoj svet ustvari, zdaj tudi lokacijo, kje se kakšne stvari dogajajo, si pač ustvari sam, si te podobe dogajališč ali pa likov izriše. Samo meni, ko pišem, je veliko lažje, če se lahko na ene stvari, ki sem jih doživel ali pa videl, ne da se na tisto oprem, pravzaprav tisto opisujem, pa potem sestavljam skupaj v zgodbo, ker pač izmišljam. Tisto, kar se mi zdi važno, res pomembno je, da se bere. To je res. Potem pa, če bi radi pa vstopili v svet pisanja, se mi pa zdi zelo uporabno, pa zelo tako simpatično, da premišljujejo ali pa premišljujete, kako liki govorijo, recimo, vsi junakinje tam v knjigi enako govorijo, ali imajo kakšne posebnosti v govoru, da niso vsi enako narejeni, kako se zgodba zaplete, kako se zgodba razplete, da se to opazuje. Pol je pa po moje zelo fajn, če kakšen jezik drug kdo pozna, da je iz kakšne družine, ki je dvojezičen, katerikoli jezik. Ali pa v šoli, ko se učite, ali pa učijo, angleščino, karkoli. Da se potem iz tistega jezika kakšne stvari prevede. Ali poezijo, kakšno pesmice, ali pa zgodbe. Zato, ker pri prevajanju, ko ti prevajaš iz enega jezika zdaj v slovenščino, v tvoj jezik, oziroma v tisti jezik, ki ti je bolj domač, tam se potem zares vidi, kako je tekst sestavljen, kako je zgodba napisana ali pa pesem. In takrat se res tako zelo globoko razume, ali pa vidiš, kako funkcionira, kako jezik deluje, da ti poveš na tak način stvari, kot bi rad, da ti jih drugi razumejo.